Pri uresničevanju načel trajnostnega razvoja tako v Sloveniji kot tudi v Evropi pomembno vlogo predstavljata področji prometa in prometne infrastrukture. Promet spada med ključne vire povzročanja emisij in onesnaževanja zraka. Prometna infrastruktura pa je ključni del investicij v javno infrastrukturo. Zaradi premajhnih vlaganj se standard slovenskega avtocestnega omrežja, zgrajenega v času zadnjih 20 let, znižuje. Z namenom razmisleka o učinkovitih alternativah so Združenje za beton Slovenije, Združenje slovenske cementne industrije in Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala na Gospodarski zbornici Slovenije organizirali strokovni posvet z naslovom Beton in trajnostna gradnja, betonska vozišča. Gradnja betonskih konstrukcij je v Sloveniji v zadnjih 5 letih upadla v primerjavi z preteklostjo za več kot 400%, kar je, bom rekel, zelo alarmanten podatek. V Sloveniji se trenutno gradita pravzaprav vsaj kar se Direkcije Republike Slovenije za ceste tiče 2 odseka, kjer so, bom rekel, v gradnji tudi objekti dolžine nad 50 metrov, obvoznica Črnomelj in pa obvoznica Škofje Loke, s tem, da ta slednja še doživela kalvarijo oddaje del oziroma izbire izvajalca za dokončanje teh del, medtem ko ostali projekti, ki so seveda, so pa daleč izpod tistih nivojev ali pa standardov, bom rekel, obsežnosti gradnje in vgrajevanja betona, kot smo ga bili navajeni še nekaj let nazaj, recimo desetletje v času največje intenzitete gradnje avtocestnega omrežja. Želimo si, da bi se naučili, kako pravilno oceniti in presoditi, kdaj in kje uporabiti eno vrsto materijala in kdaj in kje uporabiti drugo vrsto materijala. Zato seveda so potrebne neki projekti, zato je potrebno denar. In jaz upam, tukaj je gospod Ficko vodo omenil, da se bo njegove besede uresničile, morda pozlatile. V končni fazi to je skoraj nuja. As we heard today, it's not only about concreting roads, there are also other topics in other areas where we think concrete makes sense. It's also important to say concrete is not the only one solution, it's one solution, one alternative. Where it makes sense to use concrete, it's something when we talk about life cycle cost, when we talk about long-term investment. It is sure, and it's one major argument, that if you invest into concrete at the beginning, you have high investment costs. But if you talk about maintenance, if you talk about durability, concrete can offer much more. Beton je prav gotovo material z dolgo tradicijo. Pri nas ga poznamo na vseh področjih in verjamem, da v današnjem času, ko se ga osvetljuje tudi s trajnostne strani, da bo dobil svojo vlogo, kot mu pripada. Za področje cestne infrastrukture je prav gotovo pomemben, seveda je pa tam najbolj pomembno to, kako bomo pravzaprav investirali na tem področju, ker že nekaj časa ugotavljamo izjemen upad in gradbeništvo je panoga, ki v Sloveniji nosi izjemno hude posledice. Žal tudi ta del, ki je sistemski, ki nekako zahteva normalno delovanje države, nima zagotovljenih virov na način, da bi lahko deloval tako, da bi bile naše ceste takšne, kot jih želimo. Zato podpiramo tudi iniciative ali pa torej skrbi, ki jih in jih delimo skrbi za Direkcijo za ceste na tem področju. Zgodovina betonskih vozišč sega v začetek 20. stoletja. Avstrija, Belgija, Češka, Nemčija, Poljska ter delno tudi Nizozemska so evropske države, ki beton že danes izkoriščajo kot dobro možnost za gradnjo cestne infrastrukture. Diskusijo o prednostih in možnostih uporabe betona na področju izgradnje cest so nam po svetu spodbudili domači in tuji strokovnjaki. Po besedah belgijskega predavatelja imajo v Belgiji približno 40% vozišč na avtocestah narejenih iz betona, pri podeželskih cestah pa celo 60%. Sanacije prvih betonskih vozišč pa so opravili šele po 78 letih uporabe leta 2003. And I believe that concrete pavements, they have a lot of opportunities to fulfill these requirements of the European Union. So there should not be any problem to implement the use of concrete pavements in all European countries, I think. Kot je še dejal Renz, beton zaradi svojih lastnosti izpolnjuje vse kriterije trajnostnega razvoja.
Toga struktura betonskega vozišča pri težkih vozilih omogoča prihranke goriv in s tem posledično znižuje emisije ogljikovega dioksida. Iz ekonomskega vidika so betonska vozišča trajnejša in zato dolgoročno cenejša. Avstrijski strokovnjak Steigenberger je dodal še vidik varnosti, ki ga zagotavlja večja svetlost betonskega vozišča. To je tudi razlog za gradnjo betonskih vozišč v predorih. Kot je povedal, je v Avstriji iz betona zgrajeno približno 40% avtocest, hkrati pa tudi površin, kjer poteka težak in gost promet. Iz betona so krožna križišča, avtobusne postaje in odstavni pasovi. Po zgledu smernic iz ZDA pri gradnji vozišč uporabljajo tudi recikliran beton. In Austria it's standard. Since more than 20 years we developed this method 1990, the 90 years, and it's possible to recycle the old concrete pavement and to use it for the new bottom layer. It's a low price alternative to save resources, natural resources, and to use the old material, and only the top layer. For the top layer we use very high quality new material. Only 4 centimeters for the top layer. Javnim diskusijam in ozaveščanju o prednostih betonskih vozišč za pričetek njihove gradnje velik pomen pripisujejo Poljaki. Trenutno je na Poljskem zgrajenih 689 km betonskih vozišč na avtocestah in hitrih cestah, planirana pa je izgradnja še približno 500 km lokalnih cest. Kot je dejal Piotr Kijowski, so zaradi promocijskih in informacijskih aktivnosti ljudje spoznali številne prednosti betonskih vozišč. Prva poljska konferenca nacionalnega pomena je potekala v letu 1999, takoj po njej pa so naredili prvo betonsko vozišče. Kot še dodaja Kijowski, se je samo med leti 2007 in 2013 na Poljskem udeležilo seminarjev o betonskih voziščih preko 1000 ljudi. Local authorities, sometimes investors, sometimes small companies, because local concrete jobs is very easy for new companies or building companies who can learn to construct concrete roads, because it's very easy and it's available for all people who want to start constructed. Kot je povedal Jernej Mrzel iz Gorenjske gradbene družbe, imamo Slovenci zgolj 40 km betonskih cest, kar predstavlja le 3% voznih površin slovenskih avtocest. Cesta Ljubljana-Kranj-Radovljica je bila v betonu zgrajena že pred drugo svetovno vojno, kasneje v 50 letih pa posamezni odseki na cesti Ljubljana-Zagreb. Po letu 1996 pa še večina vozišč v avtocestnih predorih, pasovih za počasni promet ter na parkirnih površinah na Brniku. Zdaj predvsem za Belgijo in Avstrijo je torej tradicija betonskih cestišč mnogo daljša. Torej, ko ste videli, uporabljajo stroje, ki grejo cele polovice avtocest. Pri nas smo imeli mašino, ki je maksimalna širina, mislim, da je bila 6 metrov. Hkrati imajo oni ekipe, ki to delajo non-stop. Pri nas smo naredili projekt ali 2 v letu, tako da neka kontinuirnost je primanjkovala. Sklepne misli in mnenja so ob zaključku govorci soočili v okviru okrogle mize. Luke Rens je betonska vozišča ponovno izpostavil kot trajnostno rešitev izgradnje cestne infrastrukture, saj njihovo vzdrževanje v celotni življenjski dobi skoraj ni potrebno. V primerjavi z asfaltnim voziščem z življenjsko dobo približno 20 let Johannes Steigenberger poudarja trajanje betonskega 50 let in več. Magister Gregor Ficko kot oviro za izvajanje gradnji betonskih vozišč v Sloveniji vidi financiranje. Po njegovih besedah pri nas generirajo uporabo materialov tržne razmere, zato bo za skupno dobro potrebno narediti tudi korak v smer nižjih cen betona. Kot dodaja, so pri Poljakih cene betona precej primerljive z asfaltom. Da je Slovenija na področju gradnje betonskih vozišč v enakem položaju, kot je bila Poljska pred 20 leti, je bil prepričan Piotr Kijowski. Verjame, da lahko z organizacijo seminarjev in posvetov po zgledu Poljakov tudi Slovenci spodbudimo pričetek gradnje betonskih vozišč.